našo igralsko skupino. Začel bom zdaj pri našem Tobiju, pri našem najmlejšemu, igra ga Marko Pušnik. Tu je pa že naša zoprna tetka Zofija, Vesna Krebel. Tu zadaj so naši tri razvojniki, Beno Lačni, Jonatan, Rudi Kulnik, Jaka, igra Jakob Vakunik in ne bo bistvo našem kruha, kako boste videli v igri, je pa Gašper, Bojan Vakunik. Tu spredaj je pa naša kamela, sestavljajo je Adlastik Marijan in Tatjana. Borut igra zdaj Osla in potem pa igral Peka. Naš Šoncek je tu. Sonja Morič igra Tučkarja. In Sjene Klovase pa ima naš klovasičnik Hanzi Vašnik. Ja, zdaj bi še rad predstavil meni. Policaj Boštjan in igram, jaz sem Mihael Seja. Predstavil še našega diščokija Jože Pak, naša mentorko Marija Bakovnik in našega režiserja Jože Vozni. Mesto in leži tako daleč, tako mekto vezan. Verjetno samo vi in jaz pa morda še kdo. Kardemome je precej čudno mesto in v njem se marsikaj zgodi, kar se dogoditi ne more. Naprimer, po cestah letejo kamele in sem pa tja tudi kakšen slon. Škaj in osu se ne premakne z mesta. Ste že videli kaj takega? Ta os je popolnoma trmast. Noče se premakniti niti za 5. Draga Škavja, nevarno oviraš mestni promet. Seveda ga oviram, ampak kaj pa čem, ko oso noče več naprej? Je vozinček težko naložen? Ne, sploh ne. Le nekaj praznih vreč. Dragi kademomci, vsi moramo pomagati, da premaknemo to trmasto žival. Pojdite sem. Kaj takega nisem še nikoli videl. No, sedaj ste pa videli. Tako je s tem oslom. Lahko se zgodi, da bodo jutra stal na tem mestu, če mu medtem kaj drugega ne pride na misel. In ravno danes je zelo neprimeren dan, da bi osel tukaj prespal. Se bunda veš, Škarja, kakšen dan nas čaka in naj imam polno glavo skrbi. Mislim, da nam samo Tobija lahko pomaga. Pameten fant je in gotovo bo znal svetovati. Tobija! Tobija! Oprosti, Tobija, moraš nam pomagati. Ostali smo brez pomoči, to se pravi, naš os je obstal in noče več naprej. S tem pa resno ogroža ves cestni promet. In tu je že policaj Boštjan. Kaj naj storim? Najbolje bo, če osla izprežeš, potem bomo pa videli. To ne bo pomagalo. No in zdaj pripelješ voziček ob osla. Zdaj vsi zgrabite osla in ga prestavite na voziček. 1, 2, 3. Rešeno. Zdaj se samo ti, Škare, uprežeš v voziček in pelješ osla domov. Aha. Samo pazi, da ne boš osla preveč razvajala. Ja, Tobija vedno dobro svetuje.
sem rozeči, mi oblaki. Ne vihta, naliv. Tobija, danes nas že ne boš potegnil za nos. V tej hiši je nemogoče kaj najti. Vse sem pametal, pa ne najdem svojih nogavic. Dobro ti jih je lev požal. Nogavice so zanj prava poslastica. Vedno mora biti vsega krila šlev. Za vse, kar je narobe, vedno otožite njega. Pa je me malo nesramno, če ti le odprizne palec na nogi. Priznajte, da je zelo neprijetno, če človek izgubi palec. Če obuješ konje, ne bo nihče opazil, da nimaš palca. Pa se mi vendarle zdi, da lev ni tak, kako bi moral biti. Kolikokrat ti bom še rekel, da je lev najbolj uporabna domača žival? To že vem. Kljub temu pa je neprijetno, če te lev požre. Pa če tudi samo en košček. Zmola si imel jaka, da je bil lev prav takrat zelo lačen. Sam najbolje veš, kako je to biti lačen. Lev je za nas gotovo zelo koristen. Prej je bilo po hiši vse živo mački in miši. Zdaj pa niti mačje dlake, niti mišjega repa. Ja, jaka, to je pa res. A seveda res, se vem. Poleg tega lev je zvrstni čuvaj. Dokler ga imamo v hiši, si policej še blizu ne upa. To je pa tudi res, jaka. Tudi to vem. Kljub temu pa je neprijetno stanovati skupaj z levom. Lev je lačen. Daj mu klobase od sinoči. Nobene ni več. Nobene? Jonatan je vse požrl. To bo držalo. Pa odreži kos pošuta, ki visi pod streho. Bi že odrezal, ampak zdi se mi, da visi tam samo še vrvica. Prav nič drugega? Vse drugo je pospravil Jonatan. Si res vse drugo ti pospravil? To ni nemogoče. Da lačno etiko ima. A se to pravi, da za leva ni več hrane? Ne, nije. Se vidiš, kakšen požeruh je, ker ni pravičen, da nam danes on skuha kosilo. Kmalu bom rad, pa danes sploh še nismo jedli. In veš zakaj? Ker nam nišče noče kuhati. Ne, to je zato, ker ni kaj kuhati. Se to pravi, da tudi za nas ni več hrane? Ne, nije. A tako. Potem pa ne kaže drugega, kot da nocoj malo poropamo. To bi bilo zelo imenitno. Torej na delo boš, ko se stemni. Brž, ko se stemni. S torbo in vedrom. S torbo in vedrom. Razbojniki, rupari, tatovi, vse so nam pokradli. Takoj grem k policaju Boštjanu in jih prijavim. Te cigane, on naj jih v jami zapre. Smaj! Tako ne gre več naprej. Pravilno, tako ne gre več naprej. Ampak, kaj ne gre več naprej? Sinoči so bili moji mesarji rupari in so na debelo kradli. Jej, to je pa res nerodno. Nezaslišano, ne pa nerodno. Pravilno, nezaslišano. Pa so kaj odnesli? 3 šunke, teleče stegno, 4 pleča, pa še klobase in salame. To je pa zelo žalostno. Nekaj se mora zgoditi. Pravilno, nekaj se mora zgoditi. Moram zapisati beležnico. Rupare morate zapreti takoj. No, lepo počasi, lepo po vrsti. Najprej zapisati, nato pa premisliti. Rupari bi morali že zdavnaj sedeti. Poslušaj me ti, dragi klobasičnik. Si ti že koga zaprl, ki ima leva? Ne, tega še ne. Ampak jaz nisem policaj. Jaz tudi ne bom več policaj, če me bo lev požal. Razumeš, klobasičnik? Da, res je. Čisto sem pozabil. Oprostite, dragi Boštjan.
Sploh pa je danes zelo neprimeren dan za zapiranje. Jutri bo velika veselica in imam polno glavo sklopi. V parku bo igrala Gordana Pihala, peli bojo in take reči. Res je, hotel sem samo prijaviti celo reč. Misli bom, že ko bom šel na obhod po mestu, bom začel premišljevati. Dobar dan. Dobar dan, prihajam k vam, da bi vas povabil za današnjo veselico. Mogoče veste, da? Ne, Tobija, jaz ne hodim na veselice. Seveda ne, ampak to je naša veselica, dostojna veselica za otroke in družino. In poleg vsega tega bom tudi jaz godil na veselico. Godil v pesmu o našem mestu Kardemomi. To sem mogel obljubiti našemu kulturnemu sekretarju Boštjanu. A tako? Kaj res? Da, prav zares. Dobro, če pa tako, pa spremem vaše povabilo. Vse to bo pa čudovito. Takoj pridem. Počakam vas tu. No in zdaj gremo na veliko kardemonsko veselico. Mislim, da bo se vsak čas začelo. Že slišim naš orkester. Poglejte, kako je danes se lepo in veselo. Dobar dan, Boštjan. Ja, dobar dan, Tobija in najlepša hvala za tako lepo sončno vreme. Oh, in vi, tetka Zofija, dobar dan. Prosim vas, usedite se. In zdaj bo naš dragi prijatelj Tobija zažvižgal pesem o vremenu na vzhodu in zahodu, na severu in na jugu. Prosim, Tobija. Dragi občani, boste videli nekaj prav posebnega. To je namreč govoreča kamela. Ja, redki so primeri, da bi kamela govorila. Še redki je pa, da bi tudi pela. In taka je naša, pozor, govoreča kamela! Sofija, nekaj strašnega se je zgodilo. Naša pevka se je tako prehladila, da ne spravi nobenega glasu iz sebi. Ali bi hoteli vi morda zapeti na mesto nje? Ne. No pa bi morda vseeno, ljuba tetka Sofija. Res bi bilo zelo lepo. Ne, sploh ne. Sploh poznam samo eno pesem. Še ta ni primerna. Seveda je primerna. Zato naša veselica so vse pesmi primerne. Bodite, prosim, tako dobri in zapojte nam. Res bi bilo zelo lepo od vas. Lepo? No dobro, jo bom pa zapela. Pesmica ni primerna za naš program, Boštjan. To je posledica, se pripišete sami. Hvala, tisočkrat hvala. Izvolite, prosim. Prostor. In zdaj, dragi občani, uspelo mi je, da sem pregovoril tetko Zofijo, naj nam recitira pesem. Ona sicer trudi, da pesem ni primerna za to našo veselico. Jaz pa sem prepričan, da je. Prosim, tetka Zofija. Ko pod vrati je jesen, vzhodni veter je leden. Ko lovi viharja vik, se v Kardemonski se zvonik. Vrš začutiš, da potreben bo dežnik. Lepo zahvaljeni, pa res, pravici, kako bi rekel, zelo prisrčna pesmica, lepo zahvaljeni. S tem je, dragi občani, naša prireditev pri koncu. Za konec naše edinstvene predstave bo vam naš komunalni orkester zaigral še kratko polko. In komu se zahoče, ne zapleše, ali se popele na motiljaku, ali pa zajaha. Govorečo kamelo!
Bravo! Tam je pa res veselo. Zdaj pri nas tudi. Tako veselo pri nas ni. Glej, Jaka, kamela. Imajo pa res srečo, da lahko na njej jezdijo. Strašansko rad bi tudi jaz enkrat poskusil. Veste, kaj lahko naredimo? Počakati moramo, kdaj se ta zabava konča. In potem kamelo krademo. Nehaj, no, kaj pa ne s kamelo počnemo? Ne razumeš? Imenitno nam lahko pomaga. Pri čem? Glej, kadar bomo šli ropat, bomo lahko jezdili na kameli. In nazaj grade nam ne bo treba vlačiti težki Pa vreč. res, še veliko več bi lahko pobasali. Pa se ne moremo jemati kamele seboj, kada gremo ropat. Zakaj pa ne? Zato, ker ne moremo. Kako pa ne spravimo kamele skozi vrata klobasičane? In nazaj. To pa drži, Jaka. Jo, in kako ne spravimo po stopnicah gor in dol? To je tudi res. Ne, res ne gre. Naravnost brezupne je, da nikoli ne moremo na veselico. Škoda. Tam prav gotovo kaj dobrega jejo. Še bolj pa je škoda, da ne moremo jahati na kameli. Veste kaj? Zdaj se vsi v parku na vrtiljaku in mi se lahko od blizu ogledamo to kamelo, če ne moremo jezditi. Pojdiva, fanta. Pojdi, Gašpa. Mislite, da kamela ne grize in brca? Se viže čisto krotka. Glej, Jonatan, cela košara slaščic. Nemogoče. Gašpa, pridi bliže, pomagaj, odnesemo košaro. Daj, da poskusim. Čudovito. Roglički z marmelado. Ne, to niso roglički z marmelado, to so roglički z malinovcem. Kaj mislite? Zakaj imajo na kameli celo košaro slaščic? Ne bo že kdo jahal na kameli, pa je pozabil na košaro. Že pa, ne verjamem, da bi kdo lahko pozabil. Na košaro z roglički. Veste kaj? Kradimo košaro. Dobra misel, še boljše pa, da kak kamela odnese košaro do našega doma. Tako sem lačen, da se mi kolena šibijo. Kaj pelimo jo? Kje pa je naša kamela? Kamela? Prav tu je stala in se je ni več. Boštjan, kamelo so ukradli. To je vendar nemogoče. Pa je vendar ne res. Pa če je škarja odjala z njo na meni sprehod. Ne, to ni mogoče. Saj je bila z menoj na vrtiljaku. Res pa govori resnico. Ravno prej sem bila z njim na vrtiljaku. In ravno danes mora izginiti kamela. Kaj hujšega se ni moglo zgoditi. Če tako ima polno glavo skrbi, moram zapisati veliknico. Pa res čudno. Dragi karemomci, ali lahko kamela izgine tudi, če je privezana z močno ovjo k semaforju? Ne, policaj, Boštjan, to je nemogoče. Ja, potem naša kamela ne more biti daleč. Res je, ne more biti daleč. Ja, potem jo bomo zanesljivo smedneli. Pojdimo za ovjo. Naša kamela! Pa imamo spet našo karemonsko kamelo. Ura za našo karemonsko kamelo! Ura za našega Boštjana! In zdaj, karemomci, naša karemonska veselica se nadaljuje.
Dovolj. Veste kaj potrebujemo? Potrebujemo žensko v hiši, ki bi pospravljala. In dobro kuhala. Tako je, gospodinjo potrebujemo. Potem ne bi bilo treba več garati. Samo nije pod soncem, ki bi hotela k nam za gospodinjo. Nije pod soncem. Morali bi samo eno ukrasti. Ukradimo jo. Ja, ampak morala bi znati ravnati s prašiči in levi. Skrbno pospravljati. In predvsem pa dobro kuhati. Zdi se mi, da vem za eno. Tiže. Katero? Ukradli bomo tetko Zofijo. Ona najbolj nebeško dobro kuha in skrbno pospravlja. Prijatelji, imenitna misel. Ampak strašno sitna je. Pa kaj potem? 3 ropari se morda ne bojo bali tetke Zofije. Je pa nekaj drugega. Kako jo bomo Ne bo ono lahko. To je tročarija. Ukradli bomo nocoj. Splazili se bomo njeno hišo, počakali, da zaspi in jo odnesli. Ampak kaj bo, če se zbudi? Saj se ne bo. Torej smo zmenjeni? Zmenjeni. Vzamemo leva seboj. Kaj? Ta nam mimo grede še kaj pokvari. Zaprimo ga lepo v spalnico in dobro zapahnimo duri. Velja, vse jasno? Vse jasno. In ključ? Ključ? Tu so ključi. Torej gremo. Gremo. Smrči, oj tudi spi. Pripravljena? Najhujše. Potle pa kar. Ključovnica je čisto preprosta. Pazimo le, da koga ne zbudimo. Tiše, kaj se ne da. Vrata so odprta. Tiho. Kakšni glasovi so pa to? Tetka Zofija smrči. Odlično, vse gre kakor po načrtu. Vse gre čisto po načrtu. Tetka Zofija spi v kuhinji, v viseči mreži. Imenitno. Torej samo stavimo mrežo in odnesemo tetko Zofijo kar v njej. Počakaj tu, Juna. Čakam. Lahko noč, tetka Zofija, dobro spite. To bo hec, ko se bo tetka Zofija jutri zbudila. Ženska umazanija. Kje pa sem? Kdo pa stanuje tu? Ljuba tetka Zofija, mi stanujemo tukaj. Vi ste to, lahko bi si mislila. Pridi bliže in reci lepo, dober dan. A še tega nam je treba. Servus, jaz sem pa Gašper. Ne bi šlo malo bolj olikano? Reči lahko kako hočem. Tako se da mi ne odgovarja. Naslednji. Jaz pa Jaka. No, vidiš, to je že bolje. Jaz pa ime mi je Jonata. Ti si
si torej Jonatan? Pridi bliže in pokaži mi tvoja ušesa. To so pa čisto moja ušesa. Uj. In vsa črna so. Le kdaj si jih zadnjikrat umil? To bo že mnogo let minilo. Jonatan si umije ušesa, kar se njemu zahoče. No, to sem pa takoj opazila. In kako in zakaj sem se znašla v tej hiši? Ja, veste, tetka Zofija, to je pa takole, mi smo vas ukradli. Ukradli? In vi mislite, da se to spodobi? Spodobi ali ne? Potrebujemo žensko v hiši. Ki bi pospravljala. In dobro kuhala. In kaj mislite delati vi sami? Mi delamo samo to, kar se nam ljubi. Vi delate samo to, kar se vam ljubi. Ja, samo to. Tu, pri vas je kako v pravem svinjaku. Ne, svinjak je na drugi strani hiše. Koliko pašičev imate? Samo enega. Tam enega in tule 3. To je skupaj 4. Kaj pa s tem pravzaprav misli? Misli, da smo vsi pujskli. Zdaj sem rekel, da je strašno sitna. O tem se moramo sporazumeti. Res je, sporazumeti se moramo. Ti, ki praviš, da si jaka, pridi malo sem. Vidi se to kamo, ki leži naokoli? Jaz vidim samo tisto, kar hočem videti. No, to je pa lepo. Najprej boš pospravil Gašparjeve stvari tjale, Jonatanove semle, svojo kamo pa tja. Jaz ne znam pospravljati. Se boš pa naučil. Zakaj pa ne bi Jonatan? Ker bi on drugo pa videl. Ja. Jonatan, pridi malo bliže. Smo malo ven. Tu boš. Najprej boš zložil skodelice in kožnike semle, vilice in nože pa tjale. Na to pa bo vse skupaj lepo pomil. Zakaj ne bi rajši Gašpar? Ker bi on drugo pa videl. Jaz delam samo to, kar jaz hočem. Ne, delal boš to, kar ti bom jaz ukazala. Nasekal boš drva, zakuril ogenj in pogrel vodo, da bo Jonatan lahko pomival. Za pomivanje pa res ti treba vroče vode. Seveda jo je treba. Poleg tega boste vročo vodo potrebovali še za nekaj drugega. Ne razumem, kaj bi s toliko vroče vode. Umili se boste. Jaz se že ne bom umil. Vi imate umivanje. Jaz se že ne bom umil, sem že rekel. Potem pa tudi jedel ne boš. Takšen, kakšen si, ne moreš sedeti na mizi. Sreča, ujela nisem včeraj. No, pokaži mi enkrat tvoje roke. Fuj, pa še vrat. Sem si kaj mislila. Jaka, tudi ti se boš umil. Kaj pa ti, Jonatan? Se ti ne misliš umiti? Jaz sem že umit. Gašpar? Saj se ne moramo sin naenkrat. No, vidite, fantje, to je že bolje. Sedaj pa sezujte si škornje in nogavice in si umijte še noge. Medtem bom pripravila kosilo. Ne razumem, zakaj se ne bi umivali noge, če bomo sedeli za mizo. Saj te ni slišal. Saj sploh noče poslušati. Še nikoli nismo ukradli kaj tako neumnega. To sem jaz precej rekel. Gašperu se imamo zahvaliti za to. Ne ukrademo se pa zmislil Jonatan. Pa ne da ukrademo tetko Zofijo. Ne, to se pa Gašper zmislil. Dobro pa jaz.
Kako lepo bi bilo, če bi lahko bili spet sami. Tudi jaz želim. Lahko čisto preprosto prosimo, lepo, prijateljsko spet odide domov. Seveda, to lahko naredimo. Ampak jaz že ne bom. Dobro, bom pa jaz. No, kaj je, fantje? Potrebujete še več vode? Vode pa res ne potrebujemo. Rad bi vas samo nekaj vprašal, tetka Zofija. Kaj pa? Ljuba, tetka Zofija, bi bili prosim tako prijazni in lepo prijateljsko spet odšli domov? Ne, ne grem. Sedaj sem tu in tu ostanem. Pa se ne mislite tega zares? Čisto zares. Ojej. Zdaj pa je po nas. 3 možje prihajajo s palicami koli. Policaj poštani se 2 možaka, pa ne pomeni nič dobrega. Mogoče pa pridijo in odnesejo tetko Zofijo. Prav gotovo nas hočejo zapreti. Jaka, pripelji leve za vsak primer. Odprite! Mene za gola, odprite! Kaj pa upijete? Kakšna sreča, tetka Zofija, da smo vas našli. Zakaj? Zato, ker smo prišli, da bi vas rešili roparjev. Roparjev? Ker so vas ukradli, zdaj pa se lahko z nami vrnete domov. Ne, ne grem. Sedaj sem tu in tu ostanem. Pa se ne mislite tega zares? Čisto zares. Kaj pa grozoviti lev? Pa ni prav nič grozoviti. Nenavadno. Neverjetno! Roparje bomo na vsak način aretirali in odpeljali na stražanico. Pa nikoga ne boste aretirali. Ni potrebno. Čisto dostojne ljudi bom naredila z njih. Boštjan, ne malo počakajte. Vrt bodo prekopali, zelenjavo nasadili in vijolice gojili. 3 roparji bodo postali pravi ljudje. No sej, ampak če je tako, potem se lahko spet vrnemo. Seveda lahko, seveda. Tetka Zofija noče domov. Imamo pa res smolo. Sta slišala? Zelenjavo bomo sadili in vijolice duhali. In zelenjavo pridelovali. Domišlja si nas. Ječu nas je rešila. Hej, pa že rajo ječu, ko da bi moral z njo skupaj živeti. Nekaj bo treba kreniti. Imam načrt. Kaš parijona, da ima načrt. In kakšen je ta načrt? Poslušajte. Nocoj, ko bo tetka Zofija zaspala, jo odpeljimo nazaj. Ja, bomba ideja! Torej, nocoj, ko zasmoči, zasmoči. Je šlo vse v redu, vse v najboljšem redu. Tetko Zofijo smo obesila na njeno staro mesto. Ni se zbudila. Smo pa prebrisani. Preklemansko prebrisani. Boštjan, ti povem prav posebno skrivnost. Za kakšno skrivnost pa bi ti vedel, Klobasičnik? Tobija ima 7 let in pol. Saj to vendar ni mogoče, da ima Tobija že 7 let in pol. Sam je rekel je, jutri bom star fant. Kajti jutri bom popolnil 7 let in pol. In ta jutri je vendarle danes. Seveda je tako. Potem moramo organizirati nekaj prav posebnega. Podariti mu moramo nekaj. Morali bi imeti slavnostni govor. In občistjo, orkester mu mora zaigrati slavnostno koračnico. Pravzaprav bi mu morali zložiti pesem. Morali bi... Ja, tetka Zofija, kaj pa vi tu? Jaz sem pa mislil, da ste vi. Jaz sem. No seveda. Poleg tega, Tobija praznuje danes 7 let in pol. Kaj ni starejši? A Tobija je zelo imeniten fant. Da, boljši je, kot bi vsi. Nekaj moramo podariti. Ravno o tem smo se pogovarjali. Ampak kaj?
Lahko bi mu podarili budilko, da nam bi vremenske napovedi napovedoval bolj zgodaj. Rajši bi mu dali kaj ljubkega, za veselje in zabavo. Da, morda osla za jahanje, da mu ne bi bilo treba toliko hoditi. Malo nerodno bi bilo osla spravljati po toliki stopnicah, ško, dol. Potem pa mora kako manjšo žival, s katero bi se lahko pogovarjal tam na vrhu stolpa. To pa ni neumna misel. Pojdimo k trgovcu, da vidimo, če ima nekaj primernega. Zelo dober predlog, moram reči. Zelo dober predlog. Obvestila bom kar druge kardemomce. Vsi moramo sodelovati in spati v nas za darilo. Ja, vsi. Danes je pa res je dan, ampak zakaj so izvesili zastave? Saj ni 1. maj, je kakšna tuja delegacija v mestu. Kardemomska veselica je tudi že bila. Kot pa slišim, prav zares. Dragi Tobija, ti si najboljši in najpametnejši v mestu Kardemomu. Zato smo ti kupili lepo darilo. Dajmo ga ti mi vsi in to je papiga. Znapeti in govoriti, poslušaj. Hurra! Tudi jaz bi ti rad nekaj podaril. Dajem ti psička Bobija, ker si vedno tako ljubezniv. Hurra! Tobija, vse najboljše. Bravo! Vse najboljše. Bravo! Vse najboljše. Bravo! Dragi prijatelji, tako sem vesel in srečen. Dve stvari sem se zmeraj najbolj želel in to je mladega psička in papigo. Dve želji sta se mi izpolnili. Zahvaljujem se vam iz srca. Zdaj bomo zapeli našo voščilno pesem. Speznili smo jo na tvojo čast. Zapojmo jo Tobiju veselje. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, dragi Tobija, vse najboljše zate. Spet renči. Gotovo je lačo. Tudi jaz sem neskončno lačen. Vsi smo lačni. Niti koščka starega kruha ne morem najti. Se ne niti drobtine kruha. Kaj? To pomeni, da v tej hiši sploh ni več kruha. Niti pol žemlje ni. Niti samega oglička. Ampak to je vendar strašno. Imamo nasoljeno meso, zanika in krompir, dragi gašta. Ampak to ni isto kot kruh. Ne, to je pa res. Res. Nobena stvar ni tako dobra, kako kruh. Nekaj bomo morali ukrasti. Misliš zdaj, takoj? Ne zdaj, pač pa nocoj. Brž, ko se stemni. Brž, ko se stemni. Okay. Ropari so v mestu! Ropari so v mestu! Oje, ko ne zalivajo mi ulic. Figo zalivajo. Prejle sem šla po glavni ulici. Naenkrat se slišim strahovito renčanje. Približam se in vidim leva postelji, kako zavija dlakote. To je njihov lev. Pokukam skozi okno in kaj vidim? 3 ropari brskajo po sobi, ko mladi si stradani levi. In kaj so iskali? Kruha, dajte nam kruha! Gašta nepopisno lačen kruha. In zato so sklenili, da jo nocoj mahnejo v pekarijo in si nabašajo svoje vreče. No vidiš, Presta, nocoj dobiš obisk. Počastili te bojo. Jonatan je še dejal, da imaš ti klobasičnik sijajne klobase in salame. No vidiš, tudi tebe niso pozabili. Sem si kamislil, da samospolne bodo zadovoljni. Nekaj bo treba storiti. Na to so še sklikali, živja Bek Presta, živja klobasičnik. In na to so sklikali, živijo klobasičnik, živijo klobasičnik, živijo klobasičnik. Dragi Kardemonci, časi so resni. Potrebna je sluga, ne pa razprtija. To je škarja.
Najprej bojo obiskali pekarijo. Da, pekarijo. Zakaj ne bi raje začeli pri Klovasičniku? Presta, vse lepo po vrsti. Predlagam, da tičke počakamo tu in da jih zgrabimo. Misliš, da bo vse to šlo brez Boštjana? Seveda bo šlo. Mi smo trije, oni so trije. Ti, Presta, boš vzel na muho največjega. Tiškarja srednjega in jaz najmanjšega. Pravilno, jaz največjega. Jaz srednjega. In jaz najmanjšega. Kaj ugasnimo luč? Kaj bo pa bo. Večnost nisem videl jake. Levo je nesel hrano. Ej, kaj če se bi lepo da zazdelo, da mu je prinesel jake premalo hrane? Misliš, da bi nam se zadnji lahko? Kako bi? Levo nisem nikoli popolnoma varen. Leva, kaj je z njim? Spita! Kako sta prisrčni. Stani, gremo! Koliko je ura? Dovolj! Bomo vzeli leva seboj? Ne, nikako ne. Pa bilo le dobro, da bi ga imeli seboj, če bi nas hotel kdo aretirati. Nihče ne ve, da gremo ravno na tvoj nalov. Gremo. Gremo. Zelo pravidni. Ne zbudimo peka. Tiho. Kaj se da? Srečo pa imamo. Pek je pozabil zakleniti dur. Če pa res nič. Lahko kaj vstopimo? Doglički! Tiho! Zdaj smo vas malo videli! Vse tri! Pa treba presenetanja vožno. Zdaj sem rekel, da bi morali vzeti leva seboj. Pa tako imenitno bi lahko bilo. Se predate prostovoljno ali ne? Ne se predamo. Zdaj nam drugega ne preostane. Če dobim še 3 rogličke, se predam prostovoljno. Zaradi mene lahko imaš 10. Najlepša hvala. Tu. Presta, imaš močno vol, biti mora zelo dolga. Za neumno, za vraga smo ravno danes morali iti ropati. Tu je Kaj bilo. pa je rekel, da? Ti si kriv, ker se pojedel vas krog. Dajta, pomagajta mi, da jih zvežemo. Ne razumem, kaj ne to pomeni. To je zato, da ne bi med potjo koga zgubili. Kaj pa, če nam zlovijo, vred pobegnejo? To je pa čisto mogoče. Neumno nas tako vežete skupaj. Že vem, kaj naredimo. Ja bom še vaju privezal na vrv. Enega od spredaj in drugega zadaj. Tako nam ropari ne morejo iti. Ej, Presta, to je pa prebrisano. Tako, zdaj pa na stražalnico. Se da tam kaj okrasti? Tišina! Policej Boštjan, odprite. Kdo pa je? 3 roparji. Kako prosim, kaj pa želite? Jaz potrkam, Pek Presta, policej Boštjan. Odprite, roparje smo jeli. Se vona ni mogoče. Odprite, pa boste videli. Tu jih imate. Ampak če se ne motim, se mi zdi, da jih je 5. Samo 3 so. Druga dva sta vrna Klovasičnik in frizerka Škarja. Že vidim. Dobar dan, Domačija. Dobar dan, Klovasičnik. Domačija. A hočem reči, novo večer, vse že teba. Vsi skupaj prisrčno dobrodošli. Izvolite, prosim. Odvežite vrv. Takoj bom vse zapisal po protokol. Vi ste torej tisti 3 roparji? Da mi smo. To moram zapisati. Kako vam je ime? Gašper.
Mene ime Jonatan. Jaka. Jaka. No, in kakšen prekršek ste nocoj napravili? Ti povej, Gašper. Mi smo šli zvečer malo na sprehod, ima potem postavilo hladno, da se zdaj bilo prste, smo si rekli, in smo si mislili, priste, gotovo, najbrž ravno kar spekel krog. Rekli, gotovo je pa njemu v pekarni zelo toplo, in smo šli noter in smo se hoteli malo pogreti. No, to pa se nikar verjetno. Res pa ni. Pekarno so prišli ropat. Tale, ki tako lepo govori, je imel svoje reči 5 belih štruč, škatlo rogličkov, pa 3 črne štruce. Je to res? Ja, ampak to je bila samo majhna tehnična nerodnost. Ko smo prišli v pekarijo, je bilo vse temno. In jaz sem imel v rokah vrečo in vreča bila razvezana. In potem sem mutnil ravno ob neko polico. In tam so bile črne štruce in bele štruce in roglički. In vse to je po nesreči zgrmelo mojo vrečo. No, to pa zdaj ni res neverjetno. Res pa ni. Roglički nikoli niso na isti polici. Res ne? Ne? To je pa slavost. Ste torej šli v pekarijo zato, da bi kruh kradli? Pravzaprav smo šli za to, ja. Lahko še enkrat poveš? Pravzaprav smo šli za to. Tale dolgin je imel polna usta rogličkov. Je to res? Ampak samo za to, ker ima rogličke strašansko rad. Rogličke ima strašansko rad. Ste poleg tega še kaj zmaknili? Ne, nič. Mogoče so kaj takali žepe. No pa poglejmo. Jaz imam nič. Jaz tudi nič. Le 10 rogličkov, ki sem jih dobil od Preste. Aha, tablica mlečne čokolade. Tako, tablica mlečne čokolade. Prosim, ampak ta ni zame. Za koga pa je? Za leva. Kaj to pomeni? Mlečna čokolada za leva? Ja, naš lev ima najrajši mlečno čokolado. To je seveda lepo, da skrbiš za živali, ampak ni lepo, da kradeš. Se vem, da ni lepo. Sem pa imel namen, da bi jo plačal, brž ko bi pek prišel. Pa nisem mogel plačati, ker je prehitro prišel. No, to je bilo nocoj. Ampak vi ste že prej večkrat krali in zato vas moram anektirati. V imenu zakona v zapor greste za 48 dni. Joj, to bo pa dolgo. Ampak dobiste zelo lepo celico. Pa je v ječi toplo? Toplo in prijetno. A bomo kaj jedli? 3-krat na dan. To ne bo tako hudo. No, potem mi že lahko gremo. Seveda. In najlepša hvala za roperje. Ti za kaj? No, dragi rovari, kaj stopite v ječo? Zdaj je še malo neredov, ker v njej že dolgo nikoga ni bilo. Ampak jutri bomo vse uredili. Dobro jutro vsem. Kako ste spali? Spali smo čudovit. Postele so dobre. Stoli so dobri. In zajtrk je bil imeniten. No, to pa rad slišim. Dobite še umivalnik in milo. Ampak ljubi policaj Boštjan. To sploh ni potrebno. Vse za nas pravzaprav pa tako, kakor je. Že, ampak če se boste malo umili, vam tudi ne bo škodovalo. Takoj se vrnem. No, tu je umivalnik, krtača, milo in pa še masaža. Ampak ljubi policaj Boštjan, to res sploh ni potrebno. Če boste hoteli še več vode, samo pokličite.
Hvala, ja. Vi su pa nam je tu strašansko prijetno. Da, prijetno nam je. Skoraj tako, kot rad bili ljudje, kakor vsi drugi. Kako to dobro diši. Človeka naravnost zamika, da bi se umival. A tudi mene mika. Umivati se, to je neumnost. Ampak, ker je gospod Boštjan tako prijazen. In na vse zadnje lahko tako čisto malo, no, mislim, umili se. Je zubrano? Malo neprijetno. Ampak pomaga pa, skozi vaše vidba. Torej, meni se to zdi zelo prijetno. Ko da te bolje slišim. Alo? In kako dostojni smo gledati. Še si ne bi mislil, da je tole tu Gašper. In prav tako ne bi nihče mislil, da sem jaz jaka. No, kako vam gre? Imenitno policaj Boštjan. Kdo pa je ta? Saj ta ni vaš. Gledanje je tu jaka. Samo umil se je. Vas je pa res slušno, gospod policaj. To pa rad sliši. In to je lepo, da lahko govorimo z drugimi ljudmi. To je pa Potem res. smo samo med seboj klepetali. In to je imenitno. Če ješ nekaj dobrega, kaj je ženska skuhala. Ja, gospa Boštjanova je pa res preveč prijazna. Kaj hočemo? Taka je. Samo nekaj me moti. Mi se imamo tudi tako imenitno. Naš ubogi lev pa leži doma in nima kaj jesti. To pa res ni lepo. Kaj ne bi mogli še njega zapreti? Čisto nemogoče. Lev ni tista žival, ki bi jo lahko zaprl. Pa se je čisto pohleva. Lev je lev. Bo še malo počakati doma, dokler se vi ne vrnete. Jaka mu lahko vsak dan nese Ja, hrane. saj vrna nima. Mohli bi samo nekaj ukrasti. Ne, s tem je zdaj konec. Ah, se res. Bomo že kaj pogruntali. Vprašal bom klobasičnika in prestov in mogoče bosta dala kakšno kost ali malo starega kruha in pa še morda kakšno tablico mlečne čokolade. A kaj smo hotel že reči? Presti si naročil, ne pride in vas ustriže. Ampak, ljubi policaj Boštjan, to res sploh ni potrebno. Nam so naše frizure kao všeč. Sem že tu, zdravnikom in vsem, kaj treba. Lepo naredi, jaz pa grem med tem po hrano za leva. No, pa poglejmo. Jaka. Aha, Gašpa prečo na desno, Jaka prečo na levo in Jonatan. Jaz nimam preče, že dolgo ne. No, potem pa začnimo najprej Zakaj, Jonatan. zakaj ne bi reči začeli z Gašparjem? On je največji. Neka bo Jonatan. Ja, zmeraj najprej Jonatan. Lasje so pa kačeno zalepljeni. Ah, bomo ka se to odstrigli. In če nimate nič proti, bi me delo malo zaigrala. Ja, ampak gospa Škara, to je vrna prijetno. Če pa želite, da vam pri petju pomagamo, samo recite. Tudi ti lepo igraš. Tu pa še zna igrati. Ja, mi vendar. Vi znate igrati? Pa še kako? Saj smo bili cestni muzikanti, preden smo postali roparji. No, zaigraj mi kaj. Na to reč pa ne znam igrati. Jaz igram kitaro. Jaka igra na prečno flavto? Jonatan pa pobija na bobne in na činelo. Sej, potem imate cel orkester. Ne, orkester pa nismo. Saj nimamo nobenega inštrumenta več. Vse smo prodali. In to je bilo presneto neumno. In če bi vam jaz priškrvela instrumente, kitaro, boben, flavto, bi lahko kaj zaigrali. Mislim, da bi lahko. Priskrbela vam inštrumente. Takoj se vrnem. Kaj pa je to? Kje možete ljudi na cesti? Glej, poznajo. Poslušajte, požarni bom nekje gori, takoj mora biti gasit. Jaka! Gašper! Jonatan, hitro za mano, Tobijam, stoj pogori! Preskopi! Pomagamo, kerle, moramo! Zanesite se na nas! Hitro za mano! Kaj nihče ne more rešiti mojega psička in papile? Žal ne gre, vse stopnišče gori. Aj, ubogi živali. Ropari so že tu moči, oni lahko rešijo. Seveda lahko, oni so vrna navajeni blezati po stenah. Ljubi ropa.
ropari, a bi lahko rešili mojega psička in papige. Zgoraj sta na stolpu. Storili bomo, kar moramo. Dajmo fanta. Hitro! Zanesite se na nas. Dajte pomagati. Na bojo. Prepričan sem, da jim bo uspelo. Izkrbite nam vrvu. Pozor, ujemite! Gašpar je že na vrhu. Čelanik pa je pozan. Kaj se tu še druga dva gori? Hurra! Papiga prihaja! To je pa res čudovito. Pazite tam spodaj. Papiga prihaja. Hurra! Že je rešen! Tudi Božek je rešen! Hitro ga spustite dol. Brez skrbi, storjeno bo. To ne bo šlo, lahko pade. Kako ga ne pa spravimo dol? Dobro drži vrv. Poskusi se bomo spustiti s kuškom vred. Pazi! Opa! Najboljši prijatelji. To bi radi bili. Ste pa malo pohitite, drugače boste zgoreli. Najprej moramo pogasiti ogenj. Podajte nam čebre z vodo. Hitro, hitro! Hitro, hitro, še več čebrov. Hitro! Trikrat hurra za roparje! Hurra! 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 Ti si najpomembnejši gasilec, kar sem jih kdaj videl, Gašpar. Gasilec? Zdaj mi je prišel na misel, mesto Kalemome bi zelo potrebovali poveljnika gasilcev. Hočemo Gašparja! Gašparja! To bi bilo zelo lepo in zelo koristno. Bi bil rad gasilec? Ja, že od nekdaj sem si želel. Urejeno. V imenu mestnega sveta razglašam, da je od danes naprej Gašpar poveljnik gasilcev. Videla smo nazaj v Ječo. Pojdita, kama želita. Svobodna sta. Svobodna? Popolnoma. Smeva hoditi po cestah prav tako, kakor drugi ljudje. Kako drugi ljudje. Pojdiva, to moramo takoj preizkusiti. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Hej, to je pa res slušno. To je, če si človek, kako vsi drugi. Glej, Gašpar, tetka Zofija. Tja, se skrimo. Čakaj tu. Ne pozabi, da moramo biti vljudni. Dobar dan, tetka Zofija. Dobar dan. In oprostite, da smo vas ugrabili nazaj. Oh, ja, saj ste mi vsi čisto všeč. Vi nam tudi, zelo radi vas imamo, zelo. Oh, najlepša hvala. Danes ste bili pa res zelo pogumni. O, znamo biti še mnogo bolj Posebno pogumni. Gašpar, danes je postal poveljnik gasilcev. To bo nekaj zanj. Oprostite, prosim, rad bi le vprašal, če bo te kdo od vaju k meni za peka. Ja, ljudje veliko več pojedo in jaz komaj še utegnem speči za vse. To bi bilo nekaj za Jonatana. Ima izvrsten apetit. To me že od nekte veseli. Dobro te vam plačal in za ščic lahko poješ kolikor hoče. Kdaj lahko začne? Kaj zdaj? Ja, čestitam, Jonatan. Čestitam. Takoj moram policaju Boštjanu vse to povedati. Gotovo bo vesel. Lepo ga pozdravi od mene. Ja, dobar dan, gospod Boštjan. Jonatan je dobil delo. Bek je postal. To me pa veseli. In za rojstni dan vam bom spekel veliko torto. Že zdaj se veselim. No, Gašper je postal poveljnik gasilcev in Jonatan pek. Kaj bo pa z menoj? Kaj bi pa ti rad bil? Ne upam si povedati. No, lepo ve, mogoče se da urediti. Tako nerodno mi je. Ja, kaj povej, Jaka? Zmerom sem si najbolj želel, da bi bil cirkuški direktor. Ja, ampak to pa ni neumna misel. Res je škoda, na mesto Kalemome nima poštenega cirkusa. To je pa res škoda. No, leva že imam. Za cirkus bi bil kako nalašč. Mi bi ti pa pomagali in zvečer nastopili tvojem cirkusu. Tako bi zaigrali Gašparjevo koračnico. No, če pa tako, potem pa kaj ustanovimo cirkus.